Lep pozdrav, jaz sem Blaž iz rodu Cegnar, živa sila. In zadnje cajte ful poslušamo o tem koronavirusu oziroma kronavirusu. Korona pomeni krona. In kaj je značilno za krone, odkje poznamo krone? Najbolj kraljeve krone, ki so kakšne zlate krone. Imamo tudi sončevo krono, ki je tudi zlato-rumene barve. Torej, korona ali krona je vedno povezana z zlatom. Skratka, kaj se dogaja okoli tega virusa, ni samo povezano z virusom kot takim, ki sicer obstaja, je bil načrtovano razširjen, zato da bi se ustvarili neko občutek panike. Gre pa v ozadju predvsem za to, da se izvaja sprememba ekonomskega sistema, in sicer nazaj se bo uvedel sistem, kjer bo denar krit z zlatom, zato ker trenutno ni denar krit z ničemer in se ga lahko iz nič tiska v nedogled, in to posledično vodi v zlorabe, v razvrednotenje denarja, in bankirji, ki to kontrolirajo skozi svoje privatne centralne banke, so lahko zlorabljali ta sistem sebi v korist in vsem nam ostalim v škodo. In seveda, nekateri izmed vas veste, da so do zdaj v svetu vladale skrivne klike, kabal oziroma razne skrivne organizacije, kot so Illuminati, Bilderberg, Komite 300, Skull and Bones in razne podobne, večinoma satanistično usmerjene zlorabljalske mafijske združbe. In že pred mnogimi leti se je začel izvajati poseben načrt proti tem skupinam, da se jih enkrat za vselej onesposobi in odstrani iz vseh vzvodov moči v sistemu. In to, kar zdaj gledamo, to navidezno televizijsko paniko okrog te koronavirusa, je dejansko posledica kabala, ki ima tudi večino medijev v lasti in skušajo, to je nekako njihova zadnja rešilna bilka, s katero se skušajo rešiti, se pravi tako, da bi ustvarili paniko, da bi ljudje začeli paničariti, delati nered, da bi potem oni upravičili, da je treba uvesti nekak totalitarni sistem in da je treba vse pod prisilo cepiti, in seveda v ta cepiva bi dali potem razne strupe, ker skrivni, ki ni tako več skrivni za vse tiste, ki znamo malo raziskovati načrt kabalo, je, da bi zmanjšali svetovno populacijo za približno 90%, ker ne morejo več kontrolirati takega števila ljudi, in vzdrževati kapitalizma takšnega, kot so ga ustvarili, zato ker s to obliko kapitalizma, kot jo trenutno imamo, ki je nevzdržna, uničujemo zemljo in bomo sami sebe uničili, če bi še naprej nadaljevali na enak način. In seveda, ta oblika kapitalizma je edina, oziroma ni edina, ampak je najbolj učinkovita oblika suženjskega sistema, ki ga je kabal iznašel, zato da lahko izkorišča večino ljudi v svojo sebično korist. In zato se je že pred mnogimi leti, že predni so Kennedyja recimo ubili, začela ustanavljati odpor proti vsaki obliki satanističnih skrivnih združb, ki skušajo vladati svetu in ustanoviti totalitarni sistem. In danes gledamo neke vrste boj med novo skupino ljudi, ki se bolj držijo načel, ki so najboljša za vse življenje, in pa staro obliko egoističnih ljudi, ki so skušali uvesti totalitarni sistem. In zmagujejo vsekakor tisti, ki smo zmagujemo, če rečem tisti, ki smo za to, kar je najboljše za vse življenje, ker imamo podporo vsega življenja. Tega se še kabal ne zaveda, očitno, in skušajo na vsak način doseči ta svoj totalitarni sistem, ki jim ga nikakor ne bo uspel uvesti, ker je to fizično nemogoče in v vseh pogledih. Če enkrat razumemo, kako deluje življenje, kaj so naravni zakoni stvarstva, potem vemo, da je nemogoče uvesti totalitarni sistem, kjer bi
en človek ali pa manjša skupina ljudi imeli popoln nadzor nad vsemi ali pa večinski nadzor nad vsemi, zato ker če druga ne, s tem sami postanejo popolni sužnji takega sistema in s tem sami sebe zasužnijo, ne samo ostale. Tako da, skratka, these people are stupid. V glavnem, kar je pomembno, je to, da ne delamo panike zdaj zaradi tega koronavirusa. Pač virus je lahko nevaren, če imamo če smo starejši ali pa če imamo že zdravstvene težave ali pa če se zelo egoistično obnašamo, na primer, če imamo miselno-čustvene vzorce, ki so zelo sebični, potem nas lahko ta virus tudi napade, ali pa ne samo ta, vsak drug virus in bakterija, ker tudi virus in bakterije so živi, imajo zavedanje in se sedaj že dalj časa tudi ravnajo v skladu z načeli, ki so najboljše za vse življenje. Tako da, če sami skrbimo za neko zdravo prehrano, zato da se ravnamo v skladu z načeli, ki so najboljše za vse življenje, potem se nimamo česa bati in bomo, se pravi, tudi seveda lahko zboleli za tem virusom, ampak ne bomo imeli nekih hujših posledic. No, tako da bistveno je, da ne delamo panike, držimo se navodil, vseeno teh preventivnih, ne delajmo izgredov, zagotovimo, da bomo lepo mirni in da bomo s svojim lastnim zgledom predvsem se zavzemali za preprečevanje vseh zlorab življenja. To je najbolj bistveno, kar moramo početi, zato da bomo na koncu dejansko vpeljali sistem, ki bo najboljši za vse življenje. Tako da, hvala za enkrat za pozornost in se slišimo naslednjič.